Kot sta se razvili dve blagovni znamki, ki posebljata festival, Cvičkarija in Always Cvičk, tako sta se izoblikovala dva vsebinsko ločena dela vsake prireditve znotraj festivala Cvičkarija. Prvi je tako imenovani etnološko-enološki del, v katerem ima prednost predstavitev dolenjske kulturne dediščine in tržnih vinogradnikov, ter zabavni del, kjer se v večernih urah dogajajo koncerti slovenske avtorske glasbe. Festival Cvičkarija je sicer postal največji sejem dolenjstva in eden večjih festivalov v Sloveniji nasploh, saj ga je leta 2007 obiskalo že 17 tisoč obiskovalcev. Organizatorji pa verjamejo, da bo letošnji festival še bolj obiskan. Letos se je v Mariboru Cvičkarija preselila na prosto. Na Trgu Svobode sta potekala oba vsebinska sklopa festivala. Tako so se v popoldanskem delu predstavili vinogradniki, vinogradniška društva, rokodelci, izdelovalci salam in ostalih kulinaričnih dobrot. Večerni del, ki je prav tako potekal na Trgu Svobode, pa je postregel z nastopi znanih slovenskih glasbenih imen, med njimi tudi Društvo mrtvih pesnikov in Zoran Predin.